Ja, jaz sem Lekanova, družina naša je bila 6 članov, oče, mama in 4 otroci. Brat je bil rojen leta 25, 2 sestri, dvojčki leta 28, jaz pa 32. In smo, torej starši so bili iz delavskih družin, očetov oče je bil pek in je umrl že, ko je bil oče star 3 ali 4 leta in se je mama potem z drugimi 5 otroci prebijala, malo mlekarno imela, potem so pa začela delati prešitev deje in zdaj to ostala njihova obrt do smrti. Mama je bila pa, mamin oče je bil pa izučen usnar in je delal pri Polaku v Ljubljani. Je bil zelo upoštevan delavec, ampak trdo delo, tako da je bil še pravzaprav od župana Adlešiča odlikovan kot izredno dober delavec. Torej so bile preproste družine, medtem ko sta oče in mama pa bila prva neko, ki sta v družinah, teh družinah izobrazbe nabrala, oba sta hodila v trgovsko šolo, oče v nemško Marovo trgovsko šolo, ki je bila na Krekovem trgu v Ljubljani in mami pa v slovensko trgovsko šolo in je bil ta razred prvi, ki je graduiral v tej šoli. Bila 16 let stara, ko je končala šolo in so jih dobro pripravili. Se je kasneje v življenju pokazali, da so šle skozi dobro šolo. Torej, to so bili starši, mi otroci smo pa imeli srečo, da smo do letošnjega februarja smo bili vsi 4 živi. Predvsem tem, ker so dali precej skozi. Torej, mi smo bili, vsi smo bili rojeni v Ljubljani, starši in jaz, vsi. Ko pa sem bila jaz skoraj 1 leto stara, je bil oče premaknjen v Maribor in je bil potem, smo bili do vojne, še nekaj mesecev po vojni v Mariboru. Nekaj imam lepe spomine. Oče je bil v Združni banki delal, so ga predstavili, je bil takrat ravnatelj banke in je zanimivo v tistih letih, ravno ko sem jaz prišla na svet, včasih sem se malo norca delala, če ni bilo mogoče mačkam precej hudo, še 4. otroka imeti v tistih časih. Pa imam rekla, tega pa nismo nikoli govorili. Ampak dejstvo je, da oče, kljub temu, da je bil ravnatelj banke, ni imel vsak mesec plače. Je zmanjkalo za njega. Tako da so bili hudi časi to in ni bilo lahko, tudi banka je bila v slabem stanju. Tako da je potem okrog leta 37-38 je bil povabilo neko, ki ni bil sprejet v službo pri mestu in je tam pa ostal do vojne. Pravzaprav je on mesto Maribor predal Nemcem takrat uradno, ker je bil župan, je bil pri vojakih in podžupan je bil pa zaprt. In ko je očka izgubil službo na mestu, pri mestu, ko je ključe oddal, od takrat ni šel več iz hiše. Ker v Mariboru takrat, ne vem koliko se spomnite vi, v Mariboru so bili prvi meseci, ko so Nemci prišli, so bili obupni meseci. Jaz se točno spomnim tistih trenutkov, se spomnim tudi cvetne nedelje, tiste nedelje, krasna nedelja bila, ko smo pogruntali, da se je nekaj hudega zgodilo. In nekaj dni po tistem smo imeli še Nemcev v Mariboru in Maribor je bil takrat strašno nemčursko mesto. In vsak korak so bili Nemci bliže Mariboru, toliko so bili nemškutarji bolj zahtevni in naduti in predrzni. Tako da je bila v Mariboru ta vojna med Slovenci pa Nemci že dolgo. Nemčurji so si domišljali, da bo Maribor njihov in Hitler je bil prepričan, da bo lahko Maribor naredil nemški, ker mimogrede. Se je tudi prišel v Maribor, jaz sem ga videla. A ste ga videli? Pred hišo se je ustavil, pred Unionom, blizu Frančiškanov in se je ustavil in tam je na deklica rožice dala. Mislim, se je pa mrz stresel, ko smo ga gledali. Torej, takrat smo bili to že dali skozi in smo videli, ko so se, kljub temu, da so oba mostova podarili za pešce in železniškega, so Nemci prišli čez pontonski most mimogrede in smo gledali, so se valili mimo hiše. Tanki pa avtomobili in čete. In naša mama je rekla, ja, domovino smo izgubili. Jaz sem bila takrat stara 9 let in mi še danes ostali. Takrat smo jo izgubili. In še danes pravzaprav nimamo res prav zares nazaj. Torej, to je bil Maribor in Maribor je bil takrat obupen. Nemci so hoteli narediti iz tega Nemčijo že kar v enem tednu. Zapirali duhovščino,
intelektualce, profesorje. In ti jedniki so jih vodili po Aleksandrov cesti, oziroma zdaj po Partizanski, so jih vodili vsak dan, vsaj dvakrat smo jih videli, so hodili. Žalostne slike, v umilskih kasarnah so bili zaprti, smo jim nosili hrano, posebno vojaki so bili zunaj na prostem, tam smo jim hrane. Mučni tedni so bili to. Mi otroci smo šli vsi štirje, ne vem, brez dovolenj se mi zdi, smo šli mi v Ljubljano. Smo šli v šolo, ker mi smo v Ljubljano težili, Ljubljana je bil dom. Oče in mama sta pa imela namen vse skupaj premakniti v Litijo, ker nihče ni verjel, da bi lahko se preselili v Ljubljano takrat. Pa je na čudežen način pravzaprav mami dobila dovoljenje za preselitev v Ljubljano in tako so se naši starši konec junija znašli tudi v Ljubljani. 41 že? 41. In ker je bilo zelo nevarno. Ena gospa, Nemčurka sicer, ki pa je poznala, da je oče bil zelo pošten človek in fair do vseh, je rekla, mami je rekla, če gospod Leka ne bo šel v Heimatbund, recite mu, naj beži. In so šli in res smo po vojni izvedeli, da so prišli en dan ali dva po tistem, ko so naši odšli, so trkali butali na vrata, ker so hoteli do naših prijateljev. Bi bil zaprt. Takrat je bilo Maribor je bil, tako da ko smo prišli v Ljubljano, se nam je zdelo, da smo prišli, ne vem, na počitnice nekam. Okupacija Ljubljane pod Italijani je bila čisto nekaj drugega kot pod Nemci. Tako da prijateljstvo z Nemci je že dolgo ni bilo in takrat je pa še drugače. Je bilo nekaj, ker človek ni mogel več sprejeti in tudi ko smo čakali, da bojo Nemci prišli v Ljubljano, jaz sem sam to videla, kar smo mi videli aprila, maja v Mariboru in sem jaz zdela, da je konec sveta. No, torej to je bilo bojna, potem smo se pa znašli vsi v Ljubljani, begunci, vsak je bil na svojem koncu, brat je bil pri Salezijancih, jaz sem bila pri eni teti, sestri sta bili pri drugih tetah in na koncu junija so se starši pojavili tudi v Ljubljani in srečo je imel, oče je bil nekako poznan, da je dobro reč naredil v Mariboru in ga je potem župan povabil, naj zaprosi za tako mesto tudi v Ljubljani in ga je dobil. In ko je dobil tisto službo, je dobil tudi stanovanje, ki ga je bilo težko dobiti v Ljubljani, ker je vse bežalo v Ljubljano. Tako da smo bili nekako srečni. Julija smo se mi že premaknili v stanovanje in smo bili začeli kolikor toliko normalno življenje. Pretrgala se je ta normalnost 42. leta junija, ko so na svetega Petra in Pavla brata odpeljali v Vonars. Fant je bil star 16 let in ne vem, kaj se je pregrešil, zgleda, se nas imeli pogruntane, da smo proti komunisti. Stanovali smo pa v mestni hiši Tasili v Meksiki, kjer ni bilo nič skrito o čem. In če je bil, jaz mislim, da so takrat se govorili se tako, da so komunisti sodelovali z Italijani in oni pravzaprav pomagali določiti, kdo naj gre. Tako da naš Jože se je znajdel v Vonarsu, za pol leta prišel domov vzbolan, zastradan, turil, stalno imel vnete reberne mrene. Bolnik je bil. No in tistem, ko se je malo popravil, je potem končal gimnazijo in 44. leta so se domobranci organizirali in on je pristopil k domobrancem. Naredil je podoficirsko šolo tam dol v Mostah, v osnovni šoli je bila podoficirska šola in potem je šel v Lašče, je bil v Laščah v enoti dol. In je skozi ostal na tistem koncu. Torej, tako so bila, mi doma smo pa živeli svoje življenje, očka je delal, sicer nismo nikdar vedeli, ali bo prišel domov ali ne bo prišel domov, ker so padali tudi nehodo znani ljudje in očka ne vem, koliko je bil znan, bil pa je aktivni član pri katoliški akciji, je vodil knjigovodstvo in če to kdo vedel, bi lahko bil že velik greh. Kje pa je delal? V mestu je delal, on je bil ravnatelj mestnih podjetij v Ljubljani. Potem sestre sta bile tudi, vse tri smo bile pri Marijini kongregaciji, torej smo bili precej versko usmerjena družina. Hvala Bogu, Marijina kongregacija nam je dala dosti in sestre sta bile pri katoliški akciji. Sem videla, da jih je katoliška akcija tudi vzgojila v zelo disciplinirane ljudi. Te dve sta bile tako oblast nad sabo, mislim, da sta res bile in sta še danes urejene, medtem ko jaz tega nimam, ker imate one dve.
Tako da smo, torej tako smo živeli in tako je prišlo 45. leto, maj. In šempetrska dekleta nekako so se domenila, da pravzaprav bo treba z Ljubljane jeti, zato ker bo verjetno takrat nared, takrat bo lahko vse mogoče narobe in kot smo poslušali zgodbe, nisi vedel, kaj pričakovati. Je bilo neko rečeno, pejte ven. Očka je bil pri katoliški akciji in v nedeljo, tisto nedeljo, se ne vem točno, kateri datum je bil, je nekdo prišel na vrata in je rekel, da ne pride v kmečko kuhno tam na Kolodvorski, da bojo šli v katoliške akcije. In se spomnim, sem šla v cerkev, pa sem ga pocukala za roko, sem rekla, Očka, da lepo šel en, rekel, da moraš jeti, da morate jeti. Prejšnji večer so že skušali jeti sestre na vlak in da bojo šle ven kot druga dekleta, glavno so tiste šle v Italijo, pa ni šlo več, ker je vlak je šel in potem je bila policijska ura, se ni dalo več. Tako da tisto soboto večer smo se vsi znašli doma. Oče, naše torej sestre, in brat je prišel domov tudi takrat. In se ni nič dosti govorilo. Ena čudna situacija je bila, mene so itak poslali spat. Ni se govorili dosti, noben ni o tem govoril, kam bojo šli, kaj bojo vzeli, kdaj bojo nazaj prišli, kdo bo šel, kdo ne bo šel. Ena čudna vzdušje. Končali se je tako, brat je itak kot domobranec šel potem nazaj k svoji enoti. Ona dve sta tako bile namenjene jeti, oče je tudi šel in mama je bila takrat, se mi zdi, da je bila v meni in imela vnetje živca v roki. Ni bila v nobeni formi, da bi bila sposobna priti na Koroško, kot so te naši ljudje morali. Bi bila breme ljudem, ne bi mogla zase poskrbeti. Tako da pravzaprav mama ni mogla na pot in pa je samo po sebi razumljivo bilo, da bom jaz tudi doma, ker jaz imam dobrega razloga za to, da bi šla. In smo ostali doma. Nismo pa vedeli, kaj pričakovati. Naši so šli, sestre, ne vem, če sem se poslovila, kaj. Vse je bilo zmedeno, vse smo bili nekako čudno razpoloženi. No in ko sem jaz domov prišla, sem ji pomagala prtljago peljati. Ko sem domov prišla, se spomnim, da smo se znajdli in zavedli, da smo sami, nezaščiteni in da čist nič ne veva, kaj bo. In je bil obupen občutek in se spomnim, v teh hišah se je pa vse slišal, nisi mogel ne govoriti, da te ne bi slišal, nisi mogel nič, ne hoditi, vsak korak se je slišal. In vem, da smo tam na hodniku smo imeli en zaboj, zraven pa steno, kjer so bili plašči. In po tiste plašče, ki jih je bilo precej tam gor, sva se zapokale in sva jokale, da se naju ni ven slišalo. No, pa sva prišli toliko k sebi, da sva pogruntali, da je dobro, če pa ima nekaj zapokana, ker se lahko zgodi, da naj bojo zaprli ali pa v kakšno taborišče poslali, ali Bog vedi kaj. In smo to naredili. No, in 2 dni ni bilo nikogar, je bilo Ljubljana, bila nekako pokanje si slišal tam in tam, nekaj se vedel, da se bliža, noben ni do Ljubljane branil, smo vedeli, da bojo partizani prišli v Ljubljano. In prišli so in v hiši smo imeli ljudi, ki so bili aktivni. Imeli smo enega, ki je potem na konju prijahal nazaj kot oficir partizanski, zelo impozanten gospod Lah. In se je začelo. In prvo noč, ko so bili uradno v Ljubljani, smo imeli že pregled, so prišli delati preiskavo po stanovanju. Takrat je še naša teta živela pri nas, spala pri nas, ker je nekaj mesecev prej sestra umrla in je se boljš počutila pri nas po noči. 3 so prišli, vsak v svoji sobi je brskal, vse prebrskal in vse prebrskal, so pripravili neke stvari, fotokamera pa radio pa nekaj, da mora to počakati, da ne smemo nikamor dati. Drugače so se pa obnašali še dosti solidno. To je bil prvo srečanje s partizani in nam je nekako odleglo, ker so bili zelo civilni, vse so obrnili, vse so hoteli videti, nobene grobosti, nobene žalitve. So bili professional, kot se temu reče, tako kot bi človek pričakoval, da mora biti stvari narejene. So rekli, sej bo. Nihče ni govoril o tem, da bi kam šle. Sicer so vprašali, kaj je to, ko smo videli, da imamo zavite vdeje, pa to, pa sem se malo zlagala, takrat sem rekla, smo imeli vse pripravljeno za zaklonišče vzeti, kada je bil alarm in je to ga je pomerilo. Ampak smo imeli za vsak slučaj, ki niso videli, kaj bo. Torej, takrat smo nekako pogruntali, da najbrž bo. In potem se je pa začelo, mi smo imeli 3-sobno stanovanje in to je bil velik greh, ker
ljudje v naši situaciji niso imeli pravice do invalidskega stanovanja. No in se je kar en dan pojavil na vratih nekdo, ko sem prišla domov, je slavnel tam na ograji, rekel, tukaj pri vas imam sobo. Je bil Slovenc in se mi zdi, da smo pol nekako pogruntali, da je bil spola doma. Čez cesto na oni strani je bila Poženelova hiša, kjer so imeli udbo in tisti ljudje so potem po stanovanje rabili in pa nas je bilo kot nalašč zanje. No, ti človek je prišel in jaz se spomnim, da je naša mama imela pa nekaj v sebi eno nujo, eno potrebo potem, da jim pokaže, da se ne pusti, da ima še zmeraj neki korajže, čeprav smo čist na tleh. In vem, ko sem jaz prišla domov in v sobo, sem jih slišala, da se pogovarja, pravzaprav kregala. Nekaj je bilo govora o Urhu in mama je rekla, meni ne boste prepodvali, da so v Urhu v cerkvi ljudi pobijali, ker potem tam noter maše ne bi več imeli. Jaz sem mislila, mami, ta človek te lahko zapre. Pol je bilo govora v Škofu Rožmanu. To ni bil nikdar izdajalec. Mislim, mami, nehi. No, ni bilo nič narobe. Sta se nehala pregovarjati, ni bil hud prepir, ampak pregovarjala sta se. In pa prav, škorne mi sezuj. A pa me je tiste škorne sezula. Drugi dan je že spet hotel, da bo škorne sezuje, pa je rekla, ne, škorno vam pa ne bom sezuvala. Pa se ni zgodilo. Se jih je začel sam sezuvati. Tako da smo pogruntali, da pravzaprav ti imaš še zmeraj neki pravic in lahko svoj ponos držiš in greš svoj pot naprej. No in tako je šlo v glavnem potlet še naprej. Tako da, ker je te oblasti, ki je imela bedela nad nami in nam vzela vse, kar se je dalo vzeti, za ta namen so tudi očeta obsodili za neumne stvari, tako da potem leta 91-92 so tiste sodbe razveljavili, ker so bile nesmiselne. Zakaj pa je bil obsojen? On je bil kot oru, dve stvari sta, dve sodbe sta, dve obtožbe in dve, kako se reče temu, dvakrat je bil obtožen. En greh je bil to, ker je bil kot zelo aktiven član Orla, ki je štadion postavil za Bežigradom, je bil nekako potem v tem odboru še kasneje, tudi jaz nisem se zavedala, ker Orlov ni bilo več. Je bil nekako v tistem odboru, ki je za štadion skrbel. In štadion so Italijani in Nemci uporabljali svoje namene. On je bil kriv, da zadruga štadion, da je dovolila Italijanom in Nemcem uporabljati štadion. Kdo pa bi rekel lahko Italijanom, tukaj pa ne boste. Dejansko sem brala, da so neki plačali enkrat, ko so uporabljali ga. Torej, to je bil greh in je bil obsojen. In takrat je bilo veliko, cela lista, ne vem, 25 ljudi, koliko je bilo na tiste listi, so bili vsi obsojeni. V glavnem so bili to ljudje, ki so v gospodarstvu neki bili aktivni v kakšni stvari in so imeli neki privatne lastnine, ker vsi so bili obsojeni na zaplembo premoženja in na prisilno delo in ne vem kaj še vse. Ampak vaš oče je bil potem takem v odsotnosti obsojen, kako? Ja, in je tudi pisala, da je v begstvu. Torej, to je bil ena stvar. Drugo pa je bilo, sta pa trije ljudje iz službe, iz mestne uprave, tožili, da je on rekel, da posluša Radio London in Mandenda Švico, pa nisem vedela tega, in da po teh poročilih on je prepričan, da ne bojo partizani prevzeli Slovenijo oziroma Ljubljane, ampak da bojo zavezniki, Angleži in Amerikanci, da bojo te da bo ta stvar se nekako speljala. Torej, to je bilo žaljivo in je bil sodišče narodne časti ga je obsodilo. Zaplembo premoženja in tako naprej. Torej, tako je dvakrat. In oboje je bilo razveljavljeno, kar je bilo nesmisel. Torej, imeli smo namreč zemljo, dve lepi parceli pod Streliški, pod gradom noter, zad za Marjeniškim vrtom. Lepo zemljo, zdaj tam stolpnice stojijo. In zdaj te dni bomo dobili nekaj par tisoč dolarjev za tisto zemljo. Od 91 se pa tožba vleče. Torej, tako da bomo nekako zaključili to reč. Torej, sva pa ostali brez vsega. Mami ni mogla dobiti službe, ker smo bili tako zaznamene. Denarja ni ostalo, nekaj malega je oče pustil.
Imeli smo tisti vrt, ki ga je oče zelo lepo obdelal, posadil veliko solate in vse in eno njivo smo imeli zadaj za kolodvorom, tam za pririžarni, kolera špetavke so včasih rekli, ne vem, če veste, kje. In tako da sva rekli, kakor bo pa bo, delale bova, hrano bova imeli z vrta, naprej bomo pa videli. 4 putke smo imeli, 4 kure in neki jajc smo imeli, smo precej denarja dobili za jajca. Tako da sva se preživljale, neki tisti mesec ali 2. Moja punčka je voziček, tisto smo dali v komisijsko prodajo, je bilo za en mesec za stanovanje. Tako da je šlo. So nam pa dali v stanovanje še druge ljudi, druge vojake, druge oznavce in so bili že dosti solidni. Trpljenje naše se je pa začelo, ko so nam dali v stanovanje eno žensko, pokvarjeno, je pila tudi. Njen mož je bil še vedno pri partizanih, ona je bila z Ljubljane, on je bil pa Črnogorč Duraškovič. In tista ženska je bila pa sorodu s hudičem. Nekaj neverjetnega. Sovražno mi nismo bili za njo drugega kot farška banda, baba Hudičeva, pa vse to. Nekaj neverjetnega. In kjer je mogla, nam je škodila. Tudi tako daleč je šlo, da sem prišla enkrat v kuhno, ki je ona z nožem stala nad mamo. Da sem ji tisti nož potem z roke zvila. K sreči je bila pa mehna, drobcena stvar, hitra, ampak hudobna. Jaz sem bila pa za svojih 13 let pravzaprav kar močna, tako da sem se fizično nisem bala. Sem vedela, če je kaj, da je lahko, da jo zmagam. Torej, tisto žensko se nam dala in tisto je človek, ki nam je res 2 leti in še več življenja zagrenil. Je bila res hudobija taka, da vam znam povedati. Njej lonc kave, štedilnika pomest dol, da je vse po kuhni zletelo, to je bilo njen nič. Je kuhala, smo kuhno uporabljali skupaj. Je bila nekaj neverjetnega. Torej, to je bilo res trpljenje in ona je meni živce čisto skvarila. Jaz sem bila pri 13 letih živčno tako uničena, da sem morala prav obraz držati, ker sem mi živci skakali, če obraz mi je migal in kolena in vse. Je bilo, se ne da povedati. Še danes, ko premišljam, ne moram verjeti. Tudi dolgovala nam je veliko, ona je kuhala in si grela sobo s kuhalnikom, elektrike nič hotela plačati, za najemnino nam je dolgovala. Tako da sva mi 2 bile tudi finančno oškodovane. Res pa je, da ta hišni odbor, tisti hiši, kjer je bilo 83 strank, se je pa zavzel za nas. Poznali so nas, da smo bili čisto solidni ljudje, nikomu nič prizadjali. Hišnik celo je imel zelo lepe spomine na očeta, je rekel, veste, jaz se vašega očeta dobro spomnim prav. Pri vseh teh ljudeh v hiši je bil on edini, ki ni šel nikdar mimo mene, ko sem zunaj delal, ne da bi me ugovoril, pa se zanimal zame. Tako da so nam imeli ljudje v spominu kot v redu ljudi in so nam tudi šli na roko, ko je bila potreba. In je šlo tako daleč, da je sodišče razsodilo, da nam ona dolguje veliko denarja in potem čez 2 leti in nekaj čez smo šli na razne, so premike naredili, smo mi šli k teti živeti in ona nekam v polje in tako. Dolgovala nam veliko denarja in smo imeli pravico izrubati tisto reč. Pa je mama enkrat videla, ko se je tam z enim vozičkom, z otrokom noter nekaj matrala, moža izgubila, je za tuberkulozo umrl. Je rekla, veš, jaz ne morem tistega denarja. Vmes z tega in rekla, bomo kar pustili. Tako da smo to pustili in jaz sem jo tudi potem enkrat videla in sem bila zelo zadovoljna, ker nisem imela prav nobenega slabega občutka, ko sem bila zraven nje. Tako je bilo, kot da je nek daljš nazaj poznam in sem bila zelo mirna. In to je bil dober občutek, sem videla, da je ne sovražim. Je bila tako zgubljena in tako en tak revež, duševno revež tudi, da se ti lahko samo smili. Je bila sama sebe čisto nična. Torej, to je bil najhujši del te dobe po osvoboditvi, kot smo rekli takrat. No in kasneje, ko smo šli vsak na svoje, ko smo imeli sobo, ki smo jo lahko zanimivo je bilo to, da so vsi hodili skozi našo sobo. Vsi ljudje, ki smo jih imeli na stanovanju, so hodili skozi našo sobo, vsi vojaki in ta ženska in vse, zato je bilo težko. No, potem smo končno prišli do ene sobe, kjer smo lahko zaklenili. Še nekaj je bilo, da tisto leto po jeseni, 45. leta, smo mi po posredovanju znancev dobili eno študentko na dom. Je stanovala, je na četelišče hodila, je pri nas živela
in smo dobili malo finančno pomoč. So nam dali drva za zimo, smo dobili krompir za zimo, vsak mesec nam je nekaj plačevala, tudi včasih kakšno dobro reč prinesla od doma, z Logatca je bila doma z Grčarjevca, fejst dekle, Marija Kunc. In je z nami še tudi potem preselila tja naprej v drugo stanovanje. Tako da smo se finančno nekaj pomogli in potem je mama tudi lahko službo iskala. Takrat, ko je bilo vse skozi našo sobo šlo, ni mogla ona od doma, posebej, ker ta ženska je tudi kradla. Tako da je bila vezana doma, poleg tega pa niti ni bilo upanja, da bi službo dobila, ker kot smo bili zaznavani, ni bilo dosti upanja. Je pa potem dobila službo in se je kar lepo uredila. Jaz sem šla pa na učiteljišče, čeprav sem včasih mislila, da bom šla v gimnazijo naprej, ampak nismo nič vedeli, kaj bo. In če si končal gimnazijo, si bil še zmeraj nič. Na Trgovsko nisem hotela jeti niti delo v pisarni veselilo, drugič pa vse tiste, ki sem z gimnazije, ki mi niso bile najbolj pri srcu, šle tja. Učiteljišče je imelo pa, tam sem imela možnost, da sem klavir učila in druge stvari, tako da sem rekla, ok, učiteljišče. In sem šla tja in sem dobila nekakšno potrdilo od kvarta, kot so takrat bili ti odbori lokalni, so dali potrdilo, da sem lahko sprejeta na učiteljišče. To pa kljub temu, da smo bile zaznavane kot absolutno nasprotniki režima in ljudje, ki hodijo v cerkev. To je bilo znano, ker tam 45 leta niste naredili koraka, ne, da bi te nekdo pazil. Tudi če si se na vogalu ceste ustavil s kakšnim prijateljem, kar nekrat je tam zraven eden nekaj kašljal, pa se ustavilo pa gledal. V stene in vse je imelo ušesa. Neverjetno smo bili opazovani. In ravno zaradi tega, ker smo bili tako vsi opazovani, so se nas ljudje ugibali. In to je bila tudi ena mučna stvar, ker smo kar naenkrat čutili, da smo same. Tudi prijateljev nismo imeli. Prijatelji se niso upali z nami imeti pravka, nekateri so prišli že z zaporov, so bili že prestrašeni zaradi tega, ali pa nas niso hoteli spraviti. Enostavno niso ljudje se več ustavljali z nami, na obiske pa itak nihče ni hodil. Tako da so bili absolutno same. Jaz sem imela prijateljice, ki so pogruntale, da nisem več zanimiva. Nisem imela niti časa, niti smisla za to, da bi hodila v kino, kar je bilo pa teh mladinskih stvari, ki so bile povezane z mladinsko organizacijo, se jih pa načelno nisem udeleževala. Nisem niti hodila na plese, ki smo jih imeli redne, v okviru mladinske organizacije. Vse, kar je bilo tega, sem odklonila. Nekaj mi je bilo zoprno, se mi je zdelo, da to ni moja stvar in ne gre mimo mene. Tako da je bilo to je bilo mučno. Kar pa je bilo za en del dobro, takrat sem namreč neko začutila, da sem tako sama, da je pravzaprav Bog edini, ki ga imam. In to je bilo nekaj, kar mi je ostalo. In sem takrat začutila, da pravzaprav sem pripravljena, da vse samo vere ne. Tako da potem je bila stvar zelo enostavna. Ko sem šla na učiteljišče, sem živela tako, kot sem živela prej. Pri nas je hodilo v cerkev, kar mi je nekaj pomenilo, pela sem na koru, hodila k verouku. Zanimivo je to, da smo imeli še prvo leto na učiteljišču, 46. leta, smo imeli še na učiteljišču verouk v razredu in se ne spomnim, da je šlo kaj veliko ljudi z razreda ven, ko je bil verouk. Je bila naša paralelka, samo naš razred je sedel noter in jaz imam vtis, da so bili ljudje v razredu, da ne vem koliko, se ne spomnim, da bi kdaj štela, ampak imeli smo verouk v razredu in pater Roman je prišel, Tominc je prišel in je učil. Tako da smo bili nekako normalno, imeli smo še kongregacijo, leta 46 smo imeli še kongregacijo, smo šli še taborit na visoko zadnji za Tavčarjevo graščino. Tako da smo še živeli normalno življenje in tako sem živela vsa ta leta, 4 leta na učiteljišču. Vedela sem, da vsi vedo, kdo sem. Tudi sem imela, takrat je bil še internat za učiteljiščnike, je bil v Lichtenturnu na Poljanskem bregu Ljubljance. Jaz sem živela pa na tem bregu Ljubljance, torej sem bila zelo blizu Lichtenturna in dekleta, ki so imela včasih kaj za polikati, pa so k meni prišle polikati. In ni bilo treba, da si bil hudo brihten, da si pogledal po sobi, pa si videl same svete podobe in si pogruntal, kaj je to za ena hiša. Tako da o meni ni bilo nobenih skrivnosti, vsi so vedeli vse. Da naših ni, da hodimo v cerkev. In tako sem šla še 5 leta skozi učiteljišče.
Ko pa končam učiteljišče, so vsi dobivali dekrete, mene so spraševali šolci in na cesti si že dobila, kam boš šla, se nekam. Nič nisem dobila. In me končno pokličajo na prosveto in pravijo, smo se odločili, torej sem imel pred sabo, sem imel karakteristiko, vse je podčrtano z rdečem in je prebral to, je to res, ja, to je res, se stoji starši na Koroškem, oče na Koroškem, pa brat, pa sestre. Ja, sem rekla, so bili, pa so že v Ameriki. In tako naprej. In na koncu mi pove, smo se odločili, da vam ne zaupamo vzgoje mladine. Smiselno, tole pa ne bo šlo. Nisem bila preveč korajžna, ampak me je pojezilo. Sem rekla, ne, jaz sem 4 leta živela in delala na učiteljišču odkrito, ni da nisem skrivala, kdo sem, kaj sem, vsi so vedeli o meni vse in zdaj po 4 letih, ko sem jaz pripravljena za poklic učiteljice, to delo zahtevam. In sem mislila, da bom kaj dosegla, pa nisem nič. Domov sem šla brez službe. No, ampak ko sem pa srečavala potem te kolege, sošolce, ki so karakteristiko napisali, kjer je bilo vse po pravici povedano, nič slabo namerno, so pa rekli, no to pa ne, in so šli na prosveto in so potem intervenirali in so dosegli, da sem jaz službo dobila. So rekli, vse je res, kar smo napisali, ampak ona je bila zmeraj lojalna. Ni nikdar pokazala kakšnega sovraštva do režima in bo lahko dobra učiteljica. Torej sem službo dobila, poslali sem me v Faro pri Kočevju, na nižjo gimnazijo in sem dol učila slovenščino, ruščino, biologijo, petje, telovadbo, take stvari. Skoraj vse. Ja, flikali so, to je bilo 50. leta. No in sem bila dol, srečo sem pa imela, ko sem jaz prišla. Ja, torej, ko me je poslal tisti gospod, kdorkoli je že bil tisti gospod, ki mi je povedal, da me bojo končno dali službo, je rekel, pazi, kaj boš učila. Ni rekel, da gleda, ne boš hodila v cerkev. Je samo rekel, pazi, kaj boš učila. Sem rekel, kaj pa naj učim drugega, kot to, kar mi je učiteljišče dalo. In smo šli. In jaz sem imela srečo, ko sem prišla v Faro, je bila dol še ena dekle iz Ljubljane, Mačkova Marinka, ki je bila že prej dol in je hodila v cerkev. Tako da pravzaprav prvo nedeljo, ko sem bila dol, je bilo zelo samo po sebi razumljivo, da smo obedve korakale v cerkev. Gor po klančku se nihče ni mogel prezrti tega, da smo šli. Poleg tega smo imeli internat tam čez cesto, kjer so živele. Je bilo približno mogoče 40 otrok noter, vse na oknih, tršice so šle v cerkev. In smo to delale v nedeljah, vsako nedeljo v cerkev in za praznike cerkev. Ne bilo nič narobe. Noben nam ni nič rekel. Ampak po enem letu in pol pa pride sekretar komisije, pa meni se zdi, da so bili še neki drugi ljudje, nam prinesejo papirje, njej in meni, naj podpiševa, da izstopava, da pustiva službo, ker ne morava učiti. Jaz nimam nobenega problema učiti. Jaz nimam prav nobenega problema. Če je kaj narobe, me ven vršite. Podpišem pa nič. Se ni zgodil. Možakar je šel domov, mi nismo nič podpisali, hodila naprej v cerkev, pa je bilo konc. Tako da tisto je bilo prav zanimivo, in pa zdaj sem šele začela premišljati, odkot pa je pravzaprav to prišlo, da učitelji ne smejo v cerkev. Nikjer ni nihče tega napisal, nihče tega njim ne rekel. Kadarkoli so se vame zaleteli, se niso zaleteli zato, ker sem hodila v cerkev, ampak so kakšna druga stvar imeli. Ta je poskusil s tem, da ne moramo učiti. Kasneje je bilo to, ker so mi potaknili, da sem jaz vedela, da so dekleta v internatu pele verske pesmi, pa sem rekla, da morajo potihniti, da se bo slišal. Kar je bilo na pol res, na pol ne. Jaz nisem vedela, kaj so pele, zato sem to rekla takrat, ker se je slišal zvečer ven. Torej, kakorkoli, nihče se ni zaletaval direktno v to, pa vendar smo bile v napoto jim. Ravno za tega, ker smo bile verne. Na drugi strani pa sem videla, da so nam pravzaprav zaupali več kot drugim. In tudi sem jim enkrat povedala, meni se delam takrat, ko sem me ven metal, da sem rekla, poslušajte, nas se ni treba bati. Če bomo mi verske dolžnosti upravljale, bomo tudi državljanske, pa tudi svoje stanovske dolžnosti. Nekaj nas se ni treba bati. In so to pa se ti tudi pogruntali. Torej, zanimivo pa, jaz sem potem prosila, po 3 letih v Fari sem prosila, da bi prišla nekam k železnici in sem prišla potem v Kočevje. Eno leto sem učila v Kočevju in takrat sem hodila vsako nedeljo v Ljubljano, torej takrat ni bilo
obiskovanje cerkve problem. Naslednje leto so me dali pa v internat za vzgojiteljico. Takrat sem morala pa vsako tretjo nedeljo biti dol. In je bilo treba iti v cerkev. Ne, da bi se bala, ampak je pa, moram priznati, je bilo pa zelo nerve-wracking, kot se reče. Muka. Prišla sem v cerkev utrujena. Sem srečavala ljudi, ki sem točno vedela, da bojo poročali na prosveto, ta hod pa v cerkev. So bili vajenci, ki so hodili na zajtrk v internat, je bil hišnik iz tiste šole, kjer sem preučila. So ljudje sedeli že v kavarni zjutraj in gledali, kdo gre v cerkev, ki je bilo ravno nasproti kavarne. Tako ampak sem hodila in se ni nič zgodilo. In takrat, ko sem jaz skušala ubraniti tega internata, ko sem skušala učiti, ne pa v internatu otroke paziti, sem jim dopovedala, da bi rada učila naprej in da nekoga drugega dajo. In mi reče ta človek, v Kočevju na prosveti, vsak mu pa ne moramo zaupati vzgoje mladine. Sem mislila, to pa zelo podobno zvoniti smo pred 4 leti, ko sem mi rekla, da me ne zaupajo vzgoje mladine. In sem pa začela gruntati, da se zadnje to drži. Ni vseeno, kdo je v internatu. So bil fantovski internat in dekliški internat in ni bilo vseeno. Tako da se mi zdi, da tistih 7 let, ko sem bila v internatu, so bila zelo lepa leta zame in se mi zdi, da tudi zamrznem kakšnega otroka. So bili problemi in so bile dekleta, so rabila nekoga. Tako da smo se imeli zelo lepo. Torej, to je vse pravzaprav, kar sem jaz dol prestala, nič hudega, zelo lepa leta in moram reči, da sem imela občutek, da ljudje ne cenijo nič manj zaradi tega, ker sem. Videla sem, da meni nič ne škodam, nisem nikdar v šoli nobene stvari narobe učila, sem predelala vse barila v knjigi, v čitanki, ki so bila taka in drugačna, vse te vojni in te stvari, so bile recimo Kajuhove pesmi, pa te stvari zelo lepe, si zelo lahko v njih govoril in gotove stvari, gotova čustva neko poudaril. Se je dalo govoriti tudi z mojo dušo o teh stvarih. In kar je bilo od drugih stvari, smo pa malo bolj literarno obdelali, pa ne tako vsebinsko. Je pa prišel čas, ko recimo, se spomnim, da je otrok enkrat začel neki, ja, pa dobili so to, pa dobili so ono, sem rekla, kar nehemo. Vojna je čudna stvar, sem rekla, v vojnem času se vse mogoče dogaja. Pa smo končali. Nisem pustila, da bi to, ker je bilo veliko otrok vernih, veliko otrok so mogoče imeli žalostne zgodbe doma. In tako da smo, ali pa recimo so bili predplašeni otroci, je bilo treba vsake dolg časa popisati, koliko hodi k verouku. Pa je prišel listek, popište, koliko hodi. Sem rekla, ok, roke dvignite, tisti hodite k verouku, pa je neki rok se dvignil. Ja, pa ta hod tudi, pa ta hod. Jaz sem rekla, roko dvigni, kaj pa pol? Pa se je dvignil velik rok, sem napisala tokle, ok, ne, sem naslednji razred, pa je bilo. In so kar gledali, ker otroci bili navajeni, da jih je kdo žalil od tega. Tako da so se počutili, kar je bilo naših belih, kot se reče, so bili neko kvarni in niso bili nikdar žaljeni. Sem pa gledala, da tudi otroci, ki so bili otroci partizanskih družin, da se niso čutili udrinjeni, da so videli, da smo vsi skupaj en razred, ena družina, da smo se razumeli, taki in drugačni. Nikdar ni bilo tega v razredu čutiti. Smo lepo šli skozi te stvari in tudi literaturo v zvezi s temi medvojnimi dogodki smo čisto lahko obravnavali, ni bilo nobenih težav in smo se imeli lepo. Tako da jaz nisem imela težav kot učiteljica, res ne. En dober občutek, da sem bila mogoče na pravem mestu, v pravem času in je bilo lepo. In zanimivo je bilo, ko smo se učitelji srečavali na sindikalnih sestankih vsak mesec. Nismo imeli pojma, kdo je kdo, kaj je kdo. In zdaj šele, ko sem v Ameriko prišla, ko sem sorodnike njihove srečala in to, sem videla, da smo isti tiči skapleteli, nekje smo se razumeli in čutili, da nas nekaj veže, pa nismo vedeli kaj. Je bilo zelo zanimivo in je bilo veliko učiteljev, ki so, ena je bila v Kočevju, se spomnim, imela otroka, zelo dobra učiteljica, že malo starejša, in se je poklicala na prosveto, ker je njen otrok hodil k verouku. In so rekli, da mora nehati. No, je rekla, moj otrok bo hodil k verouku. Je rekla, vse ste jim vzeli, dali pa nič. Je rekla, moj otrok bo hodil k verouku. Njej se ni nič zgodilo in otroku ne. Tako da te stvari so bile zelo
se jih je dal prenašati. Torej, režim sam na sebi nam ni lasu skrival. Je pa bil en meč nad nami, visel zmeraj en strah nekje in tisto je bilo tisto, ki je bilo mučno. Nismo pa nikoli imeli občutka, da smo recimo, kot sem tle videla noter, recimo neko svojo umadeževano preteklost ali kakoli že. Nisem imela nikoli občutka, da imam umadeževano preteklost. Zmeraj sem imela, čutila ta pečat na sebi, ker sem ga bolj kot eno medaljo nosila, jaz sem ga skozi nosom tisti pečat nosila. In tudi dvojnega življenja pa tega nisem jaz nikoli čutila, ker so ga moje življenje zelo poenostavili, ravno zaradi tega, ker sem bila tako, so vse vedeli, da nisem imela kaj skrivati, niti ni bilo treba premišljati, ali ne bi skrivala ali ne. In zdaj, ko sem tele stvarima gledala, sem začela premišljati, kako sva bili mi dve z mamo. Zanimivo je, da se nisva nikdar pogovarjali o tem, ali bova šli v cerkev ali ne, kaj bova naredile. Obe dve so čutili enako in se mi zdi, da so obe dve imeli en voljo držati se tega, kar smo, nič povzročiti kakšnih valov, ne vem kaj, se civilno obnašati, ampak držati se svojega. In mama v službi, kot jaz v svoji službi, nisva imela nikdar težav. Mama so od časa do časa malo drigni, gospa, danes je pa praznik, potreba pa v cerkev. Pa rekla, jaz sem že bila. Ali pa, ko sem imela recimo za tipka tamle krog Božiča, koncu meseca je imela poročila za delati in so morali drugi dokumentacijo skupaj spraviti. Pa je videla, da če zapravljajo dekleta, rekla, dekleta, jaz vam povem, 25. na Božič jaz ne bom tipkala. Tako da si se lahko prvošil tudi kakšno tako stvar. In se ni nič zgodilo. In tako da recimo tudi v Fariše je bil Božič in je bilo zelo važno, da so bili otroci v šoli za Božič. Ravnateljica je imela težave dobiti svoje ljudi v razred. In meni so rekli, jutri pa Božič, sem rekla, ja. Nas ne bo v šolo, sem rekla, res, zakaj pa ne? Ja, bomo šli v cerkev. Sem rekla, ja, no, in? Sem rekla, lahko naredimo dolžnost tam in tam, ne, tam in tle. Vsi smo bili vsi v cerkvi, pa smo bili v razred, jaz sem bila lepo oblečena, nismo se učili, smo se pogovarjali, smo imeli občutek, da je praznik, noben rekel o Božiču, ampak nismo vedeli, da je Božič. Pa smo šli domov, pa smo se napravili. In pa je ravnateljica gledala, so bili tvoji vsi v razred, sem rekla, ja. Tako da mi smo imeli pravzaprav zelo zanimivo življenje. Jaz nimam nobene grenkobe, ko premišljam tale leta. Veliko prijateljev na eni in drugi strani. Še zdaj sem zelo prijatelja z ženo tega sekretarja komiteja, ki mi je službe metal. Jaz sem kasneje tudi pri njej živela. In ko sem prišla jaz prvič iz Amerike nazaj, leta 61, sem že spet prišla k njim živeti. In sva govorila s tistim človekom, sem rekla, veš to ne, nihče meni ne bo rekel, da so naši fanti izdajalci. Sem rekla, to so taki Slovenci, kot jih ti še nisi srečal. Brat pa tele domobrancih so bili. Je rekel, verjamem. Tako da smo se veliko pomenili in se s to svojo prijateljico še vsako leto, večkrat na leto pogovoriva, za praznike se pogovoriva in za njen god. Tako da imam še zmeraj lepe stike dol, lepe spomine na tiste čase, ki so bili trdi časi za vse. In tako da jaz, ker se sprave tiče, jaz sem bila spravljena že davno nazaj. Že davno nazaj. Ker sem videla, da je samo peščica ljudi in posamezniki, pokvarjeni posamezniki so lahko zagrenili življenje. Cela reč je pa še zadosti v redu tekla. Torej, to je bilo naše življenje, naša zgodba. Torej, mi smo potem vsi v Ameriko prišli. Ja, kaj se pa ta vmesni čas, ko ste bili učiteljica, dogajalo z vašim očetom pa s sestrama? Oče je bil v Lincu in Špitalu in sestri. Brat je bil nekaj časa tudi tam, so se tam srečali, sicer mislil takrat se vrniti s svojimi kolegi in je oče bil takrat zelo odločen, da ga ne pusti, rekel, ti ne greš nikamor, ker se je že šepetalo in govorilo, da jih vračajo. Torej, naš Jože je bil rešen, se ni niti prijavil, ni šel zraven takrat, ko so se nakladali na tovornjake. Sestri sta končali gimnazijo v Špitalu
v Ljubljani sta hodila na trgovsko šolo, tam sta šle potem v gimnazijo in sta končale. Brat jim je kasneje, ko je bil v Gradcu, je brat jim poskrbel, zaprosil za štipendijo in sta bili obe sprejeti v college v Ameriko. Ena je šla v Grinnell College, je bila 4 leta, tam je končala, in druga je bila pa sprejeta v Kansas City, je šla tudi v college, ampak se je že po enem letu ali 2 se je pa poročila. Ona je pa šla, 1 leto bila v Gradcu, je študirala grafiko in je tam spoznala enega Vilkota Jenkota, ki je bil, končal medicino, in sta se nekako dogovorila, če bo vse šlo in če bo hotel, se bosta poročila, ko bosta v Ameriki pristala. In je res vsak po svoje šel v Ameriko in je to prijateljstvo ostalo in sta se potem poročila. On je začel potem kot snažilc v bolnici, kot doktor medicine, in je potem dopolnil študije in izpite naredil in je bil potem v Montani, v Heleni Montani, kirurg. In kadar vidim na obisk, se malo hecamo, pravi, je dolje vse pospravljeno, prav nobeden ne pospravi kopalnice tako kot jaz. Možakar bo zdaj star 90 let. Je še zmeraj zelo trden, pred 2 letama je še smučal. Torej, to je ta sestra, druga sestra, torej brat je potem šel v Gradcu študiral za inženirja, mehaničnega inženirja. Potem je prišel, torej ena sestra je šla sama v Ameriko, najprej 49 leta, oče, sestra in brat so pa skupaj prišli v Ameriko 50 leta in ta druga sestra je šla, Marija je šla v Kansas. Oče in brat sta pa živela v Clevelandu, brat je nekaj časa delal pri Republic Steel pa druge stvari v tovarni, pa se je odločil, potem je bil pa, je moral k vojakom, je bil čas Korejske vojne, je bil pri vojakih, ampak njemu je šlo na živce, da bi on šel v Korejo preganjati komunizem, rekel, jaz imam še nedokončane račune v Evropi. In ko je videl na vratih tam nekje, ki je bil v Fort Knox, je videl, da so bili izpiti za jezike. Se je pa prijavil za 5 jezikov, nekih je znal, nekih je pa mislil, da jih zna, ruščino, recimo se nikoli učil. Italijansk, nemški pa je pa zadosti dobro znal, da se je lahko pa slovensk, pa hrvašk, pa srbsk pa to. In je te izpite naredil in je bil potem v Nemčiji pri vojakih v Heidelbergu, je bil potem zaposlen kot tolmač, ruščino tolmačil. Pa se je znajdel, je študiral in tako. Torej se je znajdel. Potem je pa prišel z vojske domov, je bil potem kot GI v vodnosti, je študiral in je končal, bil mehanični inženir potem 2 let in je letos februarja umrl. Ja, tako da se je kar življenje lepo speljalo. Ta sestra, ki je šla v Grinnell, v Iowa, ta je pa potem se poročila pa z Urošem Resmanom, mogoče ste ga slišali, včasih je delo je z gospodom Krselsom, predvsej zdaj, ne vem. Torej, Mato Resman in Uroš Resman sta predvsej nekako delovna bila v teh stvarih. Tudi zdravnik, tle je bil v Clevelandu nekaj časa profesor patologije, zdaj je pa tudi živel v Montani. Tako da, to je tako naša družina neko lepo pristala. Kdaj ste pa vi potem odšli v Ameriko? Za nas so zaprosili, za mamo in zame so zaprosili, ko so postali državljani. Brat je zaprosil za mamo kar malo, oče pa malo kasneje, ko je postal državljan. Tako da je mama leta 1954 lahko prišla v Ameriko. Takrat je bila Madžarska revolucija in so Madžarov veliko sprejemali in so slovensko kvoto nekako znižali in odribali, tako da jaz sem imela zelo slabe možnosti priti v Ameriko in sem čakala do leta 60. In je bilo malo težko, jaz sem bila takrat stara 28 let, malo zaljubljena, malo eno in drugo, zelo razklana. Takrat sem pa veliko prejokala. Je bilo hudo, ker nisem vedela, kaj narediti. Družina me je vlekla, doma sem imela občutek in zame je bilo jeti v tujino tako kot umrt. Jaz Dume Župančičeve nisem mogla brati, tako me je ganila. Zame je bilo izseljenstvo, smrt. In to, da ne bom nikoli več mogla govoriti tako, kot bi rada govorila. 100 stvari me je motil. Torej, 40 leta sem pa potem vseeno šla. Oče mi je rekel, mi te ne bomo silili, ti pridi
se bomo srečali, se boš odločila. Brat mi je tudi pisal, punčka, ne preveč računati, preveč upati. Mi smo družina, ki smo vsak šli na svoj konc, boš pravzaprav morala jeti sama skozi stvari. In sestra Dejana mi je tudi podobno pisala, vsi so mi mačkeno opozarjali na to, ne bo lahko, boš sama. Družina ni več tisto, kar smo bili. Čeprav smo se razumeli, se razumemo. No in jaz sem pol prišla sem. Zanimivo je to, da so me kar malo po stran gledali. Tudi drugi ljudje. 10 let bila učiteljica, to pa ne more biti dobro. Pa primir so jo pustili, Bog ve, kakšna je bila. Tako da sem čutila, da niso imeli zaupanja vame. Nekako sem bila ob strani, kdor ni šel skozi taborišče, skozi lager, kot so rekli, ni bil isto, nisi imel ta pravega žegna. Nihče nas ni vprašal, skozi kaj smo šli. To, da smo bili usamljeni, medtem ko so bili v taboriščih družina, to niso videli te velike razlike, ki je bila lahko zelo boleča. Tako da sem prišla tlele in sem tudi z očetom, oče ni bil tisti več, nič me ni vprašal, pa nič mi ni dobro zaupal. Nekaj je veselo med nama, ker je zelo bolelo. In še ne pa drugih stvari. Čeprav sem jaz, ker sem imela drugih povezal v Slovenijo, recimo od moje prijateljstva, to sem prekinila, ker sem oddaleč lahko stvari presodila in sem videla, da možakar je bil partij, pravzaprav sem se predvsem menila resno in sem videla, da to bi bila zelo ponesrečna kombinacija. Torej, jaz sem šla, potem sem se odločila, da grem nazaj. In oče mi ni bila, plačal. Z ladjo sem prišla prvič, sem šla z ladjo nazaj, Queen Elizabeth, plačal. Brez besede, brez godrnjanja, sem šla domov. Ampak čez nekaj mesecev pa piše, prav jaz berem tvoja pisma in jaz čutim, da nisi srečna. Prav spokaj svoja šila in kupita in ne premišljaj nič več priti nazaj. In prej sem mislila, da me oče nima več rad, čeprav sem bila prej strašna prijatelja. Takrat sem pa rekla, še me ima rad. In sem se začela pripravljati, da tudi bom šla v Ameriko in sem prišla nazaj leta 63. In hvala Bogu, da sem prišla. Prej sem imela pa dovoljenje za re-entry, za vsak slučaj, če bi bilo treba, bi jaz lahko prišla. Torej, če bi bilo kakšna bolezen ali kaj takega, sem si jaz predstavljala. No, in sem prišla pol sem in sem delala najprej, sem kravate šivala in ko sem bila prvič v Ameriki, eno leto in pol, sem bila služkinja pri enem zdravniku. Tako da sem začela in pol sem začela tečaje angleške, malo za tuje študente, malo to, pa ono, v tretje, pa sem mene do navdušil za keypunch, takrat smo imeli tiste velike kompjuterje, tiste kartice. Pa sem pa tisto naredila, sem bila pripravljena, da bom službo dobila, pa jaz ne moram imeti v pisarno, če ne vem, koga so po pisarnah dela. Jaz moram mečkenega accounting poznati, in sem se pa upisala na college, da sem accounting, na 4 semestre accounting vzela, pa nekaj tipkanja, pa nekaj speech improvement, pa take stvari. Tako da sem se pa pripravila nekako in sem leta 68 marca službo dobila v pisarni in sem bila pa pri tistem podjetju 30 let v knjigovodstvu. In marca se je pri očetu pokazala bolezen. On je imel raka na pljučih in takrat se je začela bolezen z bolečinami in je bil živ še do konca leta 68. Tako da sva še nekaj časa, skrbila smo hišo kupili, torej je bila na moje ime, tako jih sva skupaj popravljala in delala veliko skupaj. Sva bila prijatelja, lepo smo se imeli, ampak 3/4 leta je bil bolan in je umrl za rakom na pljučih. Kako bi to izgledalo, če bi jaz doma bila, pa bi izvedela, da je oče bolan in da me rabi. Prišla bi v Ameriko in ne bi bila sposobna pomagati mu, ker ne bi nič znala in nič imela. Tako sem imela pa dosti urejeno življenje. No in potem so z mamo ostali sami, imeli smo hiško, mehno, pa luštno, zelo pripravno in lep vrt in smo uživali pravzaprav. Mama je potem imela hud artritis, kolena se je odpovedala in takrat nismo upali se v kakšne operacije spustiti. Tako da je prej ali slej se je zgodilo, da je morala biti na vozičku. Pa smo nekako uredili življenje, ljudje so mi pomagali in nekako v službi so imeli razumevanje, so dovolili, da sem hodila v službo kadarkoli, magar opoldne in šla domov, kadar je bilo narejeno in kadar sem mislila, da je v redu.
so bili zelo uvidevni in mi je uspelo, da sem lahko za njo skrbela in sem ji umrla, ki je bila stara 101 leto pa pol.